Dobro jutro. Lepo pozdravljeni na drugem dnevu druge mednarodne konference o filmski vzgoji. Konferenco pripravljamo v Kinodvoru skupaj s partnerjema. To sta Art Kino mreža Slovenije s svojim projektom Filmska osnovna šola in Slovenska kinoteka s projektom Razumevanje filma. In današnje jutro je posvečeno temu, da organizatorji konference delimo z vami nekaj misli o tem, kaj se v tem trenutku z vsemi projekti dogaja in kam gremo. Začenjava pa Barbara in Petra, ki delava v oddelku za mlade občinstva v Kinodvoru, konkretno skrbiva skupaj za filmsko vzgojni program Kino Balon. Ta program skupaj z mestnim kinom Kinodvor letos praznuje 10. leto delovanja in kot se ob obletnicah spodobi, se vprašamo, kje smo, kam gremo, kakšno je naše bistvo, katere vrednote zasledujemo in nekaj od teh misli bi z Barbaro danes želeli z vami deliti. Kinodvor je kino z dolgoletno tradicijo, kot javni mestni zavod pa se je odprl leta 2008. In že ob samem aktu o ustanovitvi tega kina se je zgodilo nekaj izjemnega, nekaj, kar ni običajno, in to je, da je bilo v samem ustanovnem aktu poudarjeno, da naj kino nudi kakovosten filmski program in programe filmske vzgoje, kar je v bistvu izjemno pomemben trenutek, ker je to poseben trenutek, ko je mestna občina Ljubljana prepoznala pomen programov kulturno-umetnostne vzgoje in jih vključila v svoje tako izobraževalne kot kulturne strategije. In pravzaprav je rojstvo tega programa Kino Balon rezultat tega angažmaja občine skupaj s podporo vodstva kina, ki je organizacijsko strukturo postavilo tako, da je bil omogočen zelo hiter razvoj tega programa. Jasno je bilo, da kreiramo nekaj dolgoročnega, nekaj sistematičnega, nekaj, kar bo na sporedu vsak dan, da ne gre za projekt, temveč za dolgoročen program. Razumeli smo, da se moramo napram filmski vzgoji pozicionirati, da je filmska vzgoja pravzaprav lahko marsikaj. In jasno je bilo, da je naše temeljno poslanstvo, da gradimo most med filmom in otroki in mladimi in to v kinu. Pri zasnovi programa smo upoštevali, da je prav kakovostna filmska izkušnja tista, ki jo lahko prav v kinu ponudimo otrokom, ne glede na to, ali jih naslavljamo v njihovem šolskem ali v njihovem prostem času. Druga pomembna odločitev je bila, da bomo zasnovali šolski filmsko-vzgojni program in da si želimo, da bi bil ta komplementaren šolskemu sistemu kot takemu in da bomo v njem podpirali predvsem otrokovo izražanje v filmu. Tretja pomembna odločitev na samem začetku pa je bila, da absolutno rabimo kakovosten družinski program, ki bo drugačen od programa v komercialnih kinih in odločili smo se, da ga usmerimo v smer kakovostnega preživljanja prostega časa s poudarkom na igri in ustvarjalnosti. Tisto, kar pa druži vse programe Kino Balona, pa je ena želja, da bi z njim širili med otroki filmska obzorja. Kot javni zavod imamo odgovornost, da naredimo program dostopen, s tem pa mora biti tudi sistematičen in dolgoročen. Dostopnost najprej pomeni to, da je film dostopen za zelo raznolika občinstva. To enako velja tudi za mlada občinstva. Mlada občinstva niso enotna, ampak jih sestavljajo zelo različne starostne skupine, skupine z različnimi interesi, razlikujejo se ali nas obiščejo v družinskem ali v šolskem kontekstu in s tem, da smo jim lahko to zagotovili, smo morali program narediti dostopen.
V veliki meri sta k temu pripomogla tudi dva programa, ki sta nastavljena izrazito dolgoročno in sistematično, zagotavljata pa dostopnost za tiste, ki nas morda sami izven šolskega ali izven družinskega konteksta ne bi obiskali. To sta programa MOL Generacije in Bobri, ki ju podpira Mestna občina Ljubljana, oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje. V programu MOL Generacije nas otroci prvič obiščejo tik pred koncem vrtca in združijo ogled filma z igro in ustvarjanjem optičnih igrač. Drugič nas obiščejo, ko so stari 8 let, takrat oglede filma združujemo s krajšimi pogovori in tudi sami se prelevijo v animatorje, se poskusijo v ustvarjanju animiranih filmov. In tretjič nas obiščejo v 8. razredu in posebnost tega obiska so daljši pogovori ob filmih. Tretji steber naše dostopnosti pa so gradiva. Ta so zelo pomembna zato, da se filmska vzgoja lahko širi tudi v drugih krajih po Sloveniji. Dostopna so naša gradiva, tako katalog, pedagoška gradiva, ki jih pripravljamo za učitelje, kot tudi druga besedila, strokovna in druga besedila o filmih. In ta so prosto dostopna na spletni strani za uporabo tudi izven kinodvora in tudi v drugih kontekstih. Naslednja od pomembnih vrednot našega delovanja je sodelovanje pri razvojnih programih na nacionalni ravni in tako smo bodisi kot izvajalec, bodisi kot strokovna podpora doslej sodelovali pri vseh 3 nacionalnih programih filmske vzgoje. Sodelovali smo pri pisanju vladnega dokumenta strategije razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje in znotraj tega tudi pri pisanju 2 osnutkov učnih načrtov za 2 izbirna predmeta filmske vzgoje, tako za osnovno kot za srednjo šolo. Še predtem smo bili angažirani tudi pri pisanju učnega načrta umetnost, še en izbirni predmet. Angažirani smo pa tudi v tujini, redno predstavljamo naše programe in smo tudi člani obeh pomembnih mrež ECFA, to je European Children's Film Association in pa Europa's Cinemas. Če smo na začetku v prvih dneh otroke vprašali pred projekcijo, kdo je že bil v tem kinu, jih je roke dvignilo le par. Ampak danes je teh rok 280 000. Skoraj ne mine dan, da nas ne bi mladi obiskali v kinu. Zato ste v veliki meri zaslužni prav vi, učitelji, ki ste nam v teh 10 letih odprli vrata v kar 250 različnih vrtcev, različnih šol in to so le tiste ustanove, ki so bile v stiku z nami. To so številke, na katere smo ponosni, ampak kaj se skriva za njimi? Kakšni so dejanski učinki tega? Je več otrok vzljubilo kino ali film? So prek filma doživeli neka občutja, ki so sicer težje ulovljiva? So se morda prvič pogovarjali in zares razmišljali in na glas govorili o tem, kar so videli na platnu? So začeli film gledati drugače, kot prostor za raziskovanje, prostor za igro, prostor za ustvarjanje? Težava umetnosti in težava pri odgovori na teh vprašanjih je v tem, a hkrati pa tudi čar tega dela, da so učinki zelo težko merljivi. Ponavadi se nalagajo eden na drugega in se mnogokrat pokažejo šele čez čas. In odvisni so tudi od tega, kakšne cilje smo si zadali. Ti cilji pa so zelo raznoliki. Tukaj sem poskušala povzeti samo tiste, ki se najpogosteje pojavljajo. Kaj naj bi bil cilj filmske vzgoje? Je to, da se srečajo s filmi, ki jih sicer ne bi srečali, da se učijo izražati v filmu, da imajo neposreden stik z umetnostjo, z ustvarjalci, da se sami preizkusijo kot ustvarjalci, da jih film bogati njihovo osebno identiteto, njihovo notranjost, njihovo družbeno identiteto. Odgovorov na ta vprašanja je toliko kot tistih, ki izvajamo filmsko vzgojo. Ampak katere so bile tista izhodišča in tiste vrednote, na katerih smo program gradili v Kinobalonu in ki so določali naše cilje? Zdaj, ena od pomembnih
središčnih trenutkov je izbor samega filma, s katerim želimo delati program filmske vzgoje. Velika večina našega programa sestavljajo sodobni evropski celovečerni igrani in animirani filmi, manj pogosto, ampak še vedno dovolj redno, tudi dokumentarni filmi, ki so za voljo tudi naše spodbude celo v slovenski distribuciji. Posebno pozornost namenjamo tudi domačemu filmu, kar v praksi pomeni kratkemu animiranemu filmu in pa celovečerni igrani produkciji. V 10 letih smo ugotovili, da je najti dober film za otroke zelo težko, najti izjemnega pa zelo redko. Kot vsak drug film si želimo, da je kot filmski izdelek kakovosten, hkrati pa iščemo takšne filme, ki nagovarjajo mladega gledalca. Iščemo teme, ki jih lahko otroci povežejo z lastnimi izkušnjami, ki so otrokom pomembne. Iščemo filme, ki nagovarjajo otroško domišljijo, ki otrokom ponujajo širino, kar nujno pomeni tudi stik z drugim in drugačnim. Če bi želeli, bi lahko na ta način našteli vrsto ali ne in posvetili 2-3 ure temu, kaj vse so elementi kakovostnega filma, ampak so se z Barbaro odločili, da bova zadevo zapeljali majčkeno drugače in da bova v bistvu z vami delili eno drugo vrsto izkušnje. Kaj naredimo, ko najdemo izjemen film? Običajno je to film, v katerem nastopa protagonist, otrok z zelo izdelanim, močnim značajem. Kaj naredimo s takšnim filmom? Ponavadi se za začetek ustaviva, si vzameva čas in se o tem filmu krepko pogovoriva, kar ne narediva za vsak film, čeprav bi bilo idealno, da bi. Jasno je, da bomo gostili pri takšnem filmu premiero, da skušamo dobiti film v distribucijo in najina želja je ustvariti posebno zgodbo. Del posebne zgodbe je, da si vzamemo čas za pedagoška gradiva, da naredimo za film knjižico za otroke, ampak del posebne zgodbe je tudi to, da si želimo avtorja, avtorice in igralcev tudi v našem kinu, da želimo povabiti avtorja in če se da tudi igralca in vzpostaviti nek stik z našim občinstvom, dati občinstvu možnost, da se skupaj pogovarjamo. Ponavadi organiziramo šolsko projekcijo in pa popoldansko premiero. Kar pomeni, da si vzamemo zelo veliko časa za to, da najdemo elektronski naslov avtorja, da gremo mimo producentov, mimo distributerjev in da avtorju napiševa zelo, zelo dolgo pismo, kjer si vzamemo čas, da razložimo, zakaj nam je ta film tako pomemben in izjemen in ga zaključimo s prošnjo, če bi nas obiskali v Ljubljani. In do zdaj je bil odgovor vedno isti, ja, pridemo. In tako so se ustvarjali neki izjemni trenutki skupaj z avtorji v našem kinu. Preživeli smo skupaj nekaj dni in se predvsem o filmu veliko, veliko pogovarjali. In iz teh izkušenj, ki jih ni veliko, ker je izjemnih filmov malo, iz teh izkušenj, iz pogovorov z avtorji se je izkazalo, kaj pravzaprav skupnega tem filmom. Vsi avtorji so portretirali intimni notranji svet otroka. Želeli so narediti film, v katerem bodo pokazali, kaj njihov otrok doživlja, kaj ga veseli in kaj ga boli. Vsem filmom je skupnega to, da kot gledalci otroka spoznamo od blizu. Vse te izjemne filme zaznamuje bližina, to bi bila mogoče glavna stvar. In to ne glede na to, ali govorimo o igranem filmu, dokumentarnem ali celo o animiranem, brez razlike. Pri igranih filmih običajno ob bližnjih posnetkih dobimo občutek, da kamera otroka boža in gledalcu se lahko porodi občutek, da tega otroka poznamo že od nekdaj in da pravzaprav lahko gledamo otroka, ki je v nas samih. Kako so to dosegli? V pogovoru so nam razkrili, da so pri kreiranju filma vedno izhajali svoje lastne izkušnje otroštva in da se praviloma vsi svojega otroštva izjemno, izjemno dobro spominjajo.
Drugič, njihov dejanski namen oziroma želja je bila, da pokažejo, kakšen je notranji svet otroka. To je bil namen pri samem ustvarjanju filma, brez da bi se ukvarjali s tem, ali bodo otroškemu gledalcu ugajali in načeloma ne ugibajo, kaj naj bi bilo otroškemu gledalcu všeč. Vsi govorijo na način, da lahko opazimo, da imajo zelo globok in spoštljiv odnos do otroka in otroštva. In vsi trije režiserji igranih filmov so povedali tudi to, da so ravno zaradi tega odnosa izjemno dolgo iskali svoje glavne igralce, igralke in vsak od njih je omenjal magični trenutek. Ko pa sem ga našel, ko pa sem jo našel, sem vedel, da je to. In temu ne sledi potem takoj proces nastajanja filma, temveč si avtorji vzamejo čas za otroškega igralca, skupaj dajo skozi veliko sprehodov, veliko pogovorov in vsi so stkali izjemno oseben stik s svojimi glavnimi igralci. Med njimi so se spletle zelo močne vezi, ki še danes trajajo. Večina teh igralcev je danes v srednjih šolah, so že najstniki, ampak ostajajo v stiku. Ključne so torej te vezi med avtorjem in lastnim otroštvom na eni strani in režiserjem in igralcem na drugi in hkrati med samo kamero in igralcem. In kadar se zgodi ta bližina, odpadejo vsi klišeji. Če bi opisali zgodbo marsikaterega od teh filmov, bi zvenela lahko klišejska, ko ga pa gledamo, klišejev ni. Distanca je tista, ki je povezana s klišeji, medtem ko je bližina, ki jo opažamo v teh izjemnih filmih, povezana z vezjo med avtorjem in otrokom. Katera pa so tiste izhodišče, na katerih gradimo pri pogovorih, pri izražanju o filmu? Ko otroci ali mladi pridejo v kino, se za 1,5 ure poglobijo, preselijo v nek drug svet, v svet filma. In ne glede na to, ali jim je ta film všeč ali ne, jih pritegne ali ne, je ta 1,5 ure tisto, na čemer gradimo naprej. Prav ta dogodek, ta stik z umetniškim delom. V pogovorih poskušamo iskati povezave med tem, kar se je zgodilo na platnu in med tem, kar se je zgodilo v igralcu. Izhajamo torej iz čisto konkretne izkušnje. In predvsem, kar je najpomembnejše, iz otrokove notranjosti. Ne iz kakšnih zunanjih vidikov, recimo iz znanj, ki bi jih moral osvojiti, ali iz naukov, ali iz interpretacij, ki so otroku v tem hipu zunanje. To pride na vrsto kasneje, pride na vrsto v drugih kontekstih in verjamemo predvsem to, da se to dogaja sproti s tem, ko se posvečamo vezi med otrokom in filmom, se hkrati v filmu tudi učijo, si razširjajo obzorja in ga raziskujejo. Kako pa se lotevamo tega raziskovanja odnosa med otrokom in filmom? Zelo odvisno od starosti. Ko nas obiščejo najmlajši, je prvi dogodek že samo to, da so tu v tem kinu, ki je drugačen, ki je rdeč, nenavaden, lahko se jim zdi lep ali pa malce zastarel, ampak definitivno je to izkušnja, ki nanje naredi prvi vtis. Ob gledanju filma je njihova pozornost, sploh teh res najmlajših, še zelo omejena, predvsem pa so otroci zelo osredotočeni na drobce. Pozorni so na nekatere morda ločene, nepovezane, zagotovo pa drugačne drobce kot mi. Lahko so veseli, smešni, žalostni. In naša naloga je, da poskušamo te drobce povezati, da poskušamo da jih poskušamo spodbuditi, da jih ubesedijo, da jih povejo ali pa izrazijo na kakšen drug način. Kaj je to, kar so v filmu videli? Kaj je to, kar smo slišali? Seveda se hkrati že skozi igro posredno spoznavajo, zakaj so risanke, zakaj sta Petra in Gašper na prvi sliki, njihova sovrstnika, otroka, kot so oni sami, Levček in Zajkla, v njunem ozadju pa recimo lutki. Učijo se skozi to igro, kaj je magija, ki rečemo animacija. Kako lahko naredimo, da Mišek Lenivšek lahko hodi, skače, pleza, govori. In hkrati so te pogovori in to, kar slišijo od svojih vrstnikov, vaja v pozornem opazovanju.
Zelo so veseli, če jih spodbudimo, da opazujejo kakšen detajl v filmu, potem so ponosni, recimo v filmih o Koji, če uspejo opaziti namig, kaj bo tisto, kar bo Koji v tej risanki nagajalo. In na ta način se učijo, da so v filmu pomembne podrobnosti, da so v filmu pomembni detajli in da s tem, ko jih opazujemo, se učimo razumevanja filma. Kasneje so otroci že zmožni v te detajle, te podrobnosti, niso pozorni le več nanje, ampak jih že povezujejo v celoto. Ampak še vedno izhajamo iz tega, da doživetje filma ni obnova filma. Izziv pri pogovorih je zato, da poskušamo spodbuditi, da ne povedo le, kaj je bilo tisto, kar so doživeli, ampak kaj jim to pomeni, da poskušajo iskati pomen, smisel, razumevanje tega, kar so doživeli na platnu. In v teh letih se vprašanjem zelo močno z njihove strani pridruži vprašanje, kako. Začne jih zanimati, kako so to posneli. Ali je res to, kar se je zgodilo na platnu, se je to res zgodilo tudi v resničnosti. In mi lahko to njihovo radovednost, ta vprašanja, kako izkoristimo za to, da jih spodbudimo na to, da so pozorni ne le, kaj film pripoveduje, ampak tudi kako, da jih opozarjamo na posebnosti filmske govorice, da razvijamo njihovo filmsko občutljivost. Recimo, kaj je tisto, kar poudarja nasprotje med bližino, ki jo čutimo med dečkom in očetom na spodnji sliki in med odtujenostjo, ki jo čutimo v njihovi okolici. Kaj smo videli, kaj smo slišali v tem prizoru iz Pojdi z mano, če prepoznate film, da nas je bilo strah, da smo čutili napetost. Na ta vprašanja v osnovni šoli zelo radi ugibajo, zelo radi odgovarjajo. Pri starejših dijakih izhajamo iz istih izhodišč. Še vedno, ti pogovori pa seveda postajajo daljši, postajajo bolj poglobljeni, ampak še vedno je v spredju dialog. Vloga odraslega tu je pa, da usmerja njihov pogled nazaj k filmu, da jih vrača na to, da utemeljitve iščejo v tem, kar so videli na platnu, da jih posluša, da usmerja dialog med njimi, da spodbuja različne interpretacije in da sam s svojim vedenjem, svojo širino spodbuja njihovo navdušenje, njihovo raziskovanje, njihovo radovednost in s tem širi njihova filmska obzorja in svoja. In, kar je bistveno, verjamemo, da je pri grajenju filmske razgledanosti ključna kontinuiteta, da se lahko razlikovanja med različnimi filmskimi načini, med različnimi filmskimi pristopi učimo samo skozi gledanje prvega, drugega, tretjega, 10. filma. In predvsem, da je to učenje v filmu postopen proces. Ko gledamo film, ko film doživljamo, film interpretiramo, vstopamo v novo gledanje že z zavedanjem gledanja prejšnjega filma, in vsako novo gledanje spremeni gledanje naslednjega filma. Šele sosledje teh aktivnosti lahko omogoča, da dejansko filme primerjamo, da lahko opažamo razlike, da lahko opažamo podrobnosti, da lahko gremo globje ali dlje. In ta proces ni nikoli zaključen. Vsak kontekst, vsak film in vsak gledalec so med sabo različni in enkratni. To je to. To je to. V praktičnem delu zmanjka časa za razmišljanje o tem, tako da izkoriščamo obletnico za to, da se ustavimo in da se vprašamo, kje smo. Preden predamo besedo naprej, imamo tako kakšno vprašanje, kakšen komentar, željo strani učiteljev. Dobro. Potem pa predajamo besedo Maji Krajnc in Petri Gajžler, da predstavita skupno novost obeh projektov filmske osnovne šole in razumevanja filma. Hvala.